V teh dneh se predvsem slovenski gospodarstveniki odzivajo na podpis koalicijske pogodbe in na grožnje, ki jih ta pogodba vsebuje. Prvo, kar moramo vedeti, je to, da ta pogodba ni slučaj. Niti ni rezultat izsiljevanja ene stranke. Je odraz stanja v 6 strankah vladne koalicije, ki so jo dogovorile. Ta koalicijska pogodba po vsebini napoveduje drugi polčas zapravljanja razvojnih priložnosti, omejevanja svobode državljanov ter izgubljanja mednarodnega ugleda države. Ukrepi so daleč od razvojne naravnanosti in ravnotežja. O tem najbolje priča izjava predsednice Svobodnega sindikata, da koalicijsko pogodbo bere kot svoj program. V vsaki normalni, razviti družbi zahodne civilizacije je podjetnost vrlina, ki se privzgaja in ki se nagrajuje. Brez podjetnosti ni gospodarskega in splošnega razvoja. Vsi režimi, ki so skušali bolj prizadevnega in bolj podjetnega posameznika ukalupiti v povprečje, ga zatreti z nerazumnimi davki in drugimi ovirami ali ga pregnati, so ali propadli ali pa so na hitri poti tja, o čemer, na primer, danes priča žalostna usoda prebivalcev Venezuele. Nažalost, koalicijski pogodbi grožnje z nerazumnimi davki še zdaleč niso edini ukrep, naperjen proti gospodarstvu in skregan zdravo pametjo. Napoveduje se tudi brezglava rast administracije, različnih privilegijev, krepitev centralizma, povečevanje birokratskih ovir in kaosa v zdravstvu ter še večja togost trga dela. Napoveduje se nadaljevanje politike, s katero v Slovenijo vabimo migrante iz tujih kulturnih in civilizacijskih okolij in jim zagotavljamo nadstandard, izšolane mlade Slovenke in Slovence pa poganjamo v tujino s trebuhom za kruhom. Napoveduje se nadaljevanje politike, ko vlada naš denar deli kot bogate subvencije za tuje vlagatelje v lakirnice in žage, domačim visokotehnološkim podjetjem z dobro plačanimi delovnimi mesti pa grozi z novimi davki in administrativnimi ovirami. Posameznike in združenja, ki se v teh dneh kritično odzivajo na norosti, zapisane v koalicijski pogodbi, ekstremistični levičarji vladni koaliciji naganjajo iz države in jim grozijo z represivnimi ukrepi. Od tu do ponavljanja tragičnih dni naše novejše zgodovine je samo še korak. V Slovenski demokratski stranki bomo naredili vse, kar je potrebno, da te norosti zaustavimo. Pozivamo pa vse tiste, ki so doslej spali in iskali izgovore za svojo pasivnost v vsegliharstvu, da se prebudijo. Sicer bo prepozno.